In pozdravljeni tokrat zopet z mano Tim Podlogar v najni oddaji Modrosti kineziologije. Z vami Jure Gubanc, Kinvital kineziološki center in pa Tim Podlogar, kineziolog.si. Danes bova obdelala še zadnjo temo pred maratonom, in sicer današnja tema pogovora, kratkega pogovora bo zadnji koraki pred maratonom. Torej, nasveti in pa navodila, modrosti, ki jih morate slišati vsi, ki se boste udeležili letošnjega maratona, Ljubljanskega maratona. Govorila bova ne le o maratonski preizkušnji, pač pa o vseh treh, torej 10, 21 in 42 kilometrski preizkušnji. Tim nam bo povedal nekaj nasvetov, torej kar se tiče glede in vadbe in same priprave na naše po zadnjih dneh pred maratonom. Torej, Timi, kar povej, torej, kaj si nam mislil povedati glede zadnjih korakov pred maratonom, torej kakšni naj bodo ti koraki? Torej, tekači ste že vsi pripravljeni, veste, kaj vas čaka na Ljubljanskem maratonu, točno veste, kakšna je razdalja, ki jo želite preteči, po vsej verjetnosti ste že preizkusili preteči med treningom ali pa bo to za vas prvič. Vsekakor pa približno veste, kaj pričakovati. Tisti, ki imate trenerja, vam je najbrž dala zadnje napotke in recimo veste, da morate v zadnjih dnevih pred preizkušnjo zmanjšati količino treninga, čas je za počitek. To ne pomeni, da zadnji cel teden počivate, ampak se odpravite na kakšen bolj lahkoten tek, naredite kakšen visokointenziven tek, to je pa tudi to. Pomembno, kar lahko naredite, je, da načrtujete vsak korak, vsak dan pred zadnje nekaj dneve pred tekom, točno veste, kaj boste počeli takrat, se pravi, da se prepričate, da boste imeli dovolj spanca, se pravi vsaj 8 ur spanca, da boste zadnji 2 dneva zaužili dovolj ogljikovih hidratov, se pravi zaužite, jejte prehrano bogato z ogljikovimi hidrati, kaj to pomeni, čim več recimo riža, testenin, izogibajte se recimo kakšni težki hrani, kot so recimo pica, ki vsebuje veliko sira, mastnega sira, se pravi čim bolj na nek način hrano bogato z ogljikovimi hidrati in pa čim manj mastno hrano, se pravi, kakšen burek ne pride v poštev. Tisti, ki imate težave z želodcem, pogoste težave, prebavne težave, se izogibate tudi vlakninam, se pravi, morate zmanjšati vnos sadja in pa zelenjave v dnevu pred tekom in predvsem tisto jutro pred tekom. Naslednja stvar pa je, da si seveda budilko nastavite dovolj zgodaj, da se na štartno areno odpravite pravočasno in pa ko začnete teči, da ne začnete prehitro. Najslabša stvar, ki jo lahko naredite, po mojem prepričanju, je, da začnete prehitro, ne le, da boste prej postali utrujeni, ampak lotili se vas bodo tudi krči, ker ti krči so predvsem posledica tega, da ste začeli prehitro. Vaša glava misli, da lahko tečete tako hitro, v resnici telo pravi, da ne morete, pojavijo se krči in imate težave, krivili boste dehidracijo ali pa slab izbor napitkov, ampak predvsem je kriva vaša glava, ki se je odločila, da bo tekla prehitro. To je, kar se tega tiče, zaupajte vase v svoje sposobnosti. Jure, si kaj pozabil? Mislim, da si kar veliko povedal v eni stvari, tako da dajte še enkrat ostale posnetek. Torej še enkrat dobro poslušajte. Tisti seveda, ki želite čim bolj uspešno preteči za dano razdaljo na maratonu. Tisti, ki pa vam je namen bolj ali manj druženje in zabava po maratonu ali pa med samim tekom, ko uživate v množici navijačev, tisti pa morda lahko pojeste tudi kakšno pico tik pred maratonom, pa vam je zato vseeno, sej
na koncu ni rezultat vse. Je pa res, da če vas skrbi, ali boste pretekali ali ne, ali pa če ste si zadali letos kakšno težjo razdaljo, je pa pametno, da upoštevate navodila timija. Tako da lahko samo še to bi dodal. No? Če imate še kakšno vprašanje, gotovo ga boste odgovor, posebej se ga boste našli ali na moji spletni strani, na Kinvitalovi spletni strani, pa tudi z Lukom in Urošem mislim, da smo pripravili kar nekaj lepih člankov v reviji Tekač. To je res, ja. To si se dobro spomnil. Ja, res je. To si definitivno pogledajte. Torej, članke, veliko tekaških člankov imamo na kinvital.si. Ti imaš bolj, kar se tiče prehrane, predvsem, ne? Ja, imate na kinesiolog.si. Drugače pa na kakšne vprašanja kar na privat e-mail naslove, ali pa direkt preko Facebooka, ja. Odgovoriš hitro, a ne? Tudi mi odgovorimo hitro. Tako da ne se bat, kar vprašati. Ok, Timi, super za tale pojasnila. Pa boš prišel kaj na maraton, morda z Anglije s kolesom? Nisem tekač. Ja, sej ti bi lahko spremljevala ekipa, ne, s kolesom zraven. To bi bilo zate malce. Ok, dobro, pol pa do naslednjič se zopet vidimo in slišimo.